To, kar se je zgodilo v zadnjem tednu, od prejšnjega srečanja do današnjega dne, je bolj ali manj po naključju povezano med seboj, oziroma bolj natančno rečeno, jaz sem povezal med seboj 4 članke, 4 raziskave. In vse 4 imajo eno skupno rdečo nit, kot se reče. In danes bom spregovoril o tej rdeči niti. Podobno kot zadnjič. Samo o eni zadevi bom spregovoril, ki nam daje misliti. Če se jo dobično resno lotimo. 4 raziskave, torej prva raziskava je tale. Objavljena par nazaj, 12. junija letos. Obsežna raziskava, ki nam postreže z zelo preprostim spoznanjem. V osnovi, mogoče ste že kdaj slišali za kaj takega, je prepričanje nekaterih ljudi, da so vegetarijanci ali pa tudi vegani ljudje, ki pretiravajo, zato ker ne jedo recimo mesa ali drugih živalskih izdelkov. Oziroma še bolj elementarno rečeno, ljudje so navajeni razvrščati drug drugega, podobno kot razvrščamo rože, recimo herbarij. Eni so vegetarijanci, eni so vegani, eni tretji pa jedo vse, kar jim pride od roke. Tako razmišljanje je sporno, je prekratko, nam ne pove kaj prav dosti. Zato sem najprej izbral tole raziskavo, kot rečeno, objavljam pred nekaj dnevi, ki dokazuje tole. Zdaj, ko rečem, oziroma, ko preberete angleško besedo diet, ne mislimo na diete, to se ne prevaja kot dieta. To je način prehranjevanja. V slovenščini uporabljamo besedo dieta za omejevanje prehranjevanja, v angleščini pa ne gre za omejevanje, ampak gre za različne načine prehranjevanja. In eden od načinov prehranjevanja je vegetarijanstvo. Eden od možnih načinov. In s tem je povezana še ena ideja, ki jo prav gotovo tudi poznate, in v njej smo tudi že govorili, namreč, da se ljudje kdaj lotijo kakšne diete. Natanko v tem smislu, pravi omejevanje prehrane, zmanjševanje količine kalorij, ki jih použijajo. Ljudje se torej lotevajo tudi diet, zlasti, ko se približuje takole poletje, kot je zdaj, in je treba pol nove kopalke dati gor in ljudje ugotovijo, da se lotijo diet. No, ta raziskava dokazuje dvoje. Da je vegetarijanstvo kot način prehranjevanja, jaz sem zdaj citiral, sem prebral
to, kar pišejo znanstveniki. Ničesar si ne bom izmislil. Da je torej vegetarijanstvo kot način prehranjevanja zelo učinkovit način, kako zgubiti kakšno kilo, kako zmanjšati telesno težo. Še enkrat ne govorimo o dieti, ampak o načinu prehranjevanja. Kar pomeni, da se s takim načinom prehranjevanja naprimer ukvarjamo dolgočasno, dolgo leto, zaradi mene v življenje. Medtem ko s praviloma z dietami ne ukvarjamo. Diete so v glavah številnih ljudi način prehranjevanja, s katerim želijo čim hitreje zgubiti čim več kilogramov. Čist nekaj drugega kot prehranjevanje, v tem smislu, kateri zdaj govorimo. Torej, ne samo, da vegetarijanstvo učinkovit, oziroma bolj učinkovit način, kako izgubiti kakšno kilo, kot drugi načini, ampak tudi vpliva na človeški metabolizem. Vpliva na metabolizem in ga spreminja. Imamo dva učinka vegetarijanstva kot načina prehranjevanja. In če si pogledamo detajle, najprej bi omenil, da je bil članek objavljen v resni znanstveni reviji, da to ni pobrano z kakšnih rumenih strani, približnih medijev, resnih medijev, oziroma je to iz revije, ki je posvečena prehranjevanju, raziskovanju prehranjevanja. In vidite prvi tak učinek, torej govorimo o vegetarijanstvu, da vpliva, se pravi, na izgubljanje maščob, ki jih imamo že v telesu. Izgubljanje maščob in da izboljša metabolizem, se pravi, način, kako telo obdeluje oziroma kako se ukvarja z hrano, ki jo pač vnašamo v telo. To je metabolizem. Iz te hrane, ki jo vnesemo v telo, pač skuša telo dobiti vse tisto, kar potrebuje v svoje preživljenje. Lahko sem potrdim, 20 let sem vegetarijanka in imam kot prvo tudi konstantno težo. V bistvu v 20 letih ugotavljam, da se ni spreminjalo tisto, da se zrediš, pa shujšaš in tako naprej to, pa da v bistvu, ko so delali vedno znova te malo poglobljene preiskave, sladkor in ostalo, je bilo mnogo boljše, kot je bilo recimo pred 20 leti. Tako da v bistvu v 20 letih lahko rečem, da je to super, hoč iz svoje izkušnje. Hvala, to prikaljuje torej izkušnja posameznikov in študij, ki je bila narejena seveda na velikem številu posameznikov, torej se popolnoma strinjam in se tudi raziskava torej jasno opredeljuje do tega, torej gre za izboljšanje, to je nekaj pozitivnega, to je nekaj dobrega metabolizma oziroma presnove, oziroma načina, kako se telo loteva glukoze in maščob, sladkorjev in maščob, ki so pomemben vir energije. In najbrž ni človeka, ki ne bi želel, da bi se njegov ali njen metabolizem na tak način izboljšal. Prav gotovo, da človek zdravim razum želi, da se tak metabolizem izboljša in ne želi, da bi se poslabšal. Kar pomeni, da je
recimo tak način prehranjevanja, ki ga lahko človek sprejme kot del svojega življenja, se pravi, da se z njim ukvarja vse življenje, ne samo 1 leto, ali pa 2, ali pa 20, vse življenje. Da je torej na tem, vsaj ko govorimo o količini maščob in sladkorjev v telesu, nekaj, kar izboljšuje metabolizem. Da ne govorimo o drugih zadevah, da govorimo o tem. In kar spet prevajam to, kar pravi ta znanstvenica, ki je direktorica institucije, ki je ta raziskava narejena. Tako sem se tako počrtal. Torej, vidite, vegetarijanstvo je dokazano the most effective, najboljši, pa to piše, najbolj učinkovit način prehranjevanja, če recimo človek želi izgubiti kakšen kilogram, ki je preveč v njegovem telesu, in da je tak način prehranjevanja primeren, da je ustrezen za vsakoga, vidite, je relevanten za vsakoga, za vsakega človeka. Kar pomeni, da ni res, kot pravijo včasih ljudje, da je vegetarijanstvo samo za nekatere, da je to moda, ali pa da tudi če se človek tega loti, vegetarijanstvo namreč, da ga bo kmalu minilo, da to ni dobro za njegovo zdravje in tako dalje. In ravno nasprotno, da je torej relevantno, da je primerno, da je ustrezno za vsakogar, ki resno misli weight management, se pravi, ki resno namerava uravnavati svojo telesno težo, da bo teža taka, kot je res za njega ali zanj najbolj primerno. Se pravi, za vsakogar je tak način prehranjevanja dober, ki če jemlje seriously, resno, weight management, pravi, upravljanje, uravnavanje svoje telesne teže. In ne samo za vsakogar, ki želi to, pač pa tudi za vsakogar, ki želi ostati zdrav oziroma fit. To piše. Za vsakogar, ki želi biti zdrav, in ne verjamem, da obstaja človek, ki ne bi želel biti zdrav in v dobri kondiciji. In ki ne bi želel, da je njegova ali njena telesna teža pač primerna. Kar pomeni, da ni vseeno, ali ima človek, ne vem, 50, 60, 70 kg ali pa 140. To niti približno ni vseeno. Tudi nam ni vseeno, da se želimo še naprej zdravo živeti in naš čas ljudi. Naš danes ni konec, da ste bi tudi ne bo, smo vam vsi skupaj nekaj zbrali in vam prinesli. Zelo zanimivega, nekaj po vrsti. To je poleg zigrizel, eden izmed boljših slovenskih proizvodov, zdaj delamo malo reklame, ampak bomo, da bomo enkrat videti, da je to. V času podnebnih sprememb, ta skodel se ne bo vkusal, da treba hitro teči, in če se razvija. Hvala lepa, da ste prijavili. Ja, skupaj smo zbrali. Naprej ste govorili o kekcu. Ima to kakšno zvezo s kekcem? Ima. In za to pesmijo, ko bi jo še zapeli. Znamo, kaj to pesem. Ja, Ja? za tega. Tako.
Kozji rok. To je kozji rok, ja. Ker je kekec užene v kozji rok. Primer Pehto, Vedanca, kogarkoli ve. Super! To si lahko date zapast. En del smo zgubili, smo pač nampasti in svršni, ampak vi ste smo tisto, da si znali točno. Bom vam da ste zdržiti. Super, super. Kozji rok, hvala. Čakajte, niš konc. Ja, niš konc. Te vi pač vzamete, vi boste najbolj daljni čaj. Ja. Imate 50 ml je iz free plastike. Super. Potem pridete, postavite svoj rok na mizo, pravilo povrnete. Super, da lahko stoji, da se mi zgleda. Zakaj pa kava? Suzana, boš prebrala? Prebrala? Namenim temu. Suzana, mi prebereš, prosim, o kavi. Kavo odkrile koze. Čakaj se malo. Aleksandar, kamera, to bomo zdaj rezali. Zdaj vadimo za drugo leto, da se bomo tega kupili malo bolj resno. Suzana dela na radiju, zato sem Suzana prosila, da prebere, ker že kar lepo bere. Da se izpostavlja. Je to dobro, da se izpostavlja. Go. Nekina sem razpoznala, da se projektu ni izrajo. Ok, Suzana, poberem, zakaj kava? Kavo odkrile koze. Če verjamemo stari arabski pripovedki, odkritje kave dolgujemo kozam. Arabski pastir je nekoč opazil, da so bile njegove koze živahnejše kot druge in da po noči niso spale, če so jedle plodove določenih grmov. Še celo samec, ki je bil zelo resnoben in dostojanstven, je podskakoval naokrog, kot da bi bil svet kozliček. Radovedni pastir je tudi sam poskusil neznane plodove in pozabil na vse težave. Postal je najsrečnejši pastir v srečni Arabiji. Nekoč je bilo po Osmanskem cesarstvu razširjeno mnenje, da je muslimane angel naučil piti kavo. Tudi po persijski tradiciji je kavo nadangel Gabriel namenil le pravim muslimanom in zato jo je najprej ponudil preroku Mohamedu, ko je bil nekoč popolnoma izčrpan. Zato je dobila sloves, da je to pijača, ki poživlja in krepi. V 17. stoletju naj bi kava v Evropi veljala za turško posebnost, v 18. stoletju naj bi postala pijača izbranih visokih slojev, v 19. stoletju pa ljudska pijača. Kava je tudi velik posel, od katerega v svetu živi okoli 20 milijonov ljudi. Hvala. A lahko sam dodam k temu, preden gremo naprej eno malenkost. A veste, da je v eni od, ne vem v kateri natančno, ampak v eni od držav, mislim, da je bilo to z Bližnjega vzhoda, ampak nisem čist prepričan, to še fazi ni toliko pomembno. V eni od držav je, ne vem, če še to velja zdaj, vem pa, da je veljal zakon, da je lahko žena zahtevala ločitev od svojega moža, če ji ni zagotovil dnevne količine kave, na katere je bila pač navajena. Tako da kava je izjemno pomembna zadeva. Ja, hvala. Ok, zdaj govorimo o sladkorju, pač vedno govorimo o sladkorju. Pač sladkor nisem jezda, ko smo ugotovili. Najboljši je naravno visoka sladkor, tukaj je limonada, vsebuje 97% sladkorja, ne sladkorja, jadov. Ali 3% je seveda paralelno kar nekaj, nič takega, malo fruktoze, pa malo cukronke, tako da najbolj tekne. Skuhala sem ga pa tiste večer, ko sem najbolj iskala v sovaci. Prejšnji soda ima še posebno Še eno tač. Še en tač ima, ja. Hvala lepa. Mogoče še njih ob tem vredno... Jaz ne vem, kakšna je, ker nisem poskusila, ker če veš, kaj delaš, potem ne rabiš poskušati vsake znova. Sem poslišala, da je božanska, včeraj od ene mamice. Ok, če me slučajno ne bo jutri v službi, vedite, da sem odšel v božanske druge dimenzije vesolja. Mogoče ob tem še velja dodati, ker včasih kdo narobe razume, kakšno moje predavanje, da ne smemo jesti sladkorja. Da je Rutar rekel, da se to sploh ne sme.
ravno nasprotno je res. Naše telo potrebuje sladkorje, navajeno na sladkorje, naše možgani so navajeni. Samo dajmo tiste sladkorje, ki so res koristni, ki so uporabni, ki so dobri za telo. Ne dajmo mu takega sladkorja, ki je strup za njega. To je vse. To je zdravilo za vas. To je zdravilo. Hvala lepa, torej zdravje, z veseljem ga bom jedel. Hodite, kadar mislite, da morate jeti, ok? Ne moramo vsi poznate, če pa ne bo vprašate soseda. Ok. Pa smo pripravljeni za vas. There's more. There's more, there's always more. There's never enough. Hvala še enkrat za tole. To bom pa jaz doma v miru, bom šel v svojo sobo, tam, ko imam knjige, in se bom sedel in se bom natočil eno pijačo, v tole kozji rok, in v tole v miru lepo prebral, tako kaj treba. Pa bom pa tudi kaj rekel, ko se naslednjič srečamo, kako bo to vplivalo name. Ni ravno najbolj vgledna? Pomembna vsebina. Torej, še enkrat hvala vsem. Do konca, kar Oh my God, še je. Bili smo eno tako krasno milo, silkino milo, pomerjali vse to, zelo lep v garaži, ampak potem smo včeraj šli pogledati, kaj ima to silkino milo notri, čeprav iz trgovine, kjer imajo večinoma naravne stvari, da se morate si zatisniti v šesa, ker tisto milo ti dobiš. Je tako lepo bivalčno, pa boš spregledala. Bo pa za okras pa zadišeš, za von. Ja, tako da smo se odločili, da bo še na, mora biti vse 100%, tako da dobite to in to, pač žal. Hvala lepa še za to. Tako da še diši. Ne diši, ampak se ni treba, da mi smo obremenjeni s tem, da moramo Še nekaj vaše zrade, to je bilo še eno na ključe. Da, in mi smo, nič vedno se pa Hvala. Pa bomo da bo drugo leto. Da nadaljujemo. Ok, ja, hvala lepa. Hvala lepa še enkrat za tole. Prav, nadaljujemo v istem slogu. Anja, pravi, da bi zapeli. Pa dajte. Pesem, znamo. Hero. Kje če bo pesem? Ja, na primer. Znaš? Bomo jutri. Nadaljujemo. Ok, nadaljujemo. Torej, gremo k eni drugi raziskavi, to bom zelo nakratko omenil, kaj mogoče bolj pomembna za druga predavanja, ki jih imam. Zdaj bi samo eno stvar dodal k temu, o čemer smo mi že govorili, če se spomnite, večkrat, ko smo govorili o mlečnih izdelkih in zlasti o enim principu, ki se je uveljavil v zadnjih desetletjih, namreč, da morajo biti mlečni izdelki s čim manj maščobe. Mleko, 0,1% maščobe, siri, ki imajo samo par procentov maščobe, jogurti in tako dalje in tako dalje. A veste, kaj se je izkazalo? To je izjemno obsežna raziskava, s katero so skušali ugotoviti, ali ima uživanje tovrstnih izdelkov, mlečnih izdelkov, z malo maščobo, se pravi, ki jih v tovarni vzamejo, izločijo jih. Ker mleko, če greste recimo k enemu kmetu in pomolze kmet tisto mleko, ima bistveno več maščob kot recimo mleko, ki ga kupite v trgovini, zlasti tisto, ki ima 0,1 in tako naprej maščob. Bistveno več. Kar je seveda tudi pomembno, o tem smo govorili, ker je mleko visoko hranljivo za tisto žival, ki mu je namenjeno. In to je teliček. Krava se ne sme igrati s tem, da bomo dali samo 0,1% maščobe, da se nam ta teliček ne vem kaj. Ne? To samo ljudje počnemo. Ampak kaj je raziskava ugotovila? Poglejte, 25 let
To je res raziskava, ki je verjetno neovrtljiva. 25 let, četrt stoletja so spremljali več kot 129,000 ljudi. 129,000. 80,000 pa še nekaj žensk in 48,610 moških. Četrt stoletja. In so spremljali, follow-up study se temu reče, so spremljali, kako jedo, izpolnjevali so, torej poskusne osebe, so izpolnjevali vprašalnike, vidite, vsaki 2 leti. So jih pač spraševali, če jim povedo, kaj jedo, kolikokrat jedo in tako dalje. In izpolnjevali so te vprašalnike. V tem času, v teh 25 letih, je 1036 teh ljudi razvilo oziroma dobilo Parkinsonovo bolezen. To je ena neurodegenerativna bolezen. Izkazalo se je, da, ker so raziskovali zelo natančno, vse mlečne izdelke, torej mleko, smetano, sire, jogurte, sladolede, margarino, maslo, skratka vse, kar se da iz mleka narediti, ne samo torej mleko, vse možne izdelke so spremljali in kaj so nesporno ugotovili. Potem so naredili še metaštudijo, se pravi študijo še drugih študij. Ta študija, o kateri zdaj govorim, ima svoje osebe, ki so jih raziskovali in zajema tudi rezultate drugih študij, s katerimi so ugotavljali isto. Torej, kako mlečni izdelki vplivajo na morebitni razvoj take neurodegenerativne bolezni, kot je Parkinsonova, v povezavi torej z tem industrijskim postopkom, s katerim odvzemajo maščobe mleku in mlečnim izdelkom. Nesporno so torej dokazali, da pogosto uživanje mlečnih izdelkov, ki so jim vzeli maščobe, zdaj govorimo o teh izdelkih, ki imajo bistveno manj maščobe, kot bi jih imeli, če bi naravno naredili izdelke, recimo sirarji naredijo iz tistega mleka, ki ga krave pač dajo, naredijo sir, nič ne odvzemajo maščobe. Enako je za jogurte in za vse ostale zadeve. Se pravi, govorimo o tem industrijsko predelanem mleku oziroma mlečnih izdelkih, ki jim vzemajo maščobe. Pogosto je manje uživanje takih izdelkov s temi majhnimi, nizkimi vsotami. To je pomembno, veste, ne vsotami, nizkimi količinami, ker v zadnjih 40-50 letih se je razvil pravi mit, da če že greš v trgovino in kupiš mleko, da moraš vzeti unga z malo maščobami, ker to je nevarno, če vzameš unga, kar pride tam iz krave ven. To je pravi mit. Na milijone ljudi po vsem svetu verjame v ta mit. In mislijo, narobe, kot kaže ta raziskava, da s tem varujejo svoje zdravje. Sem nekaj, kako že pač toliko predelan, da... Predelanje, pa še nekaj, kar smo mi tudi že povedali, namreč potem jim pa dodajajo sladkorje. Tem smo že tukaj govorili. Torej, nesporno je dokazano na najmanj 129,000 ljudeh, ki so jih spremljali četrt stoletja, 25 let, da torej pogosto uživanje teh izdelkov z majhnimi količinami maščobe, da je torej povezano, da je tako uživanje povezano z zmernim povečanjem tveganja za razvoj Parkinsonove bolezni, ki je neurodegenerativna bolezen, pogosto je smrtna, oziroma čez
nekaj let privede do smrti. Še enkrat, govorimo seveda o pogostem uživanju, 3-krat, 4-krat na dan, mleko, mlečni izdelki in tako dalje. Pogosto uživanje, to ne pomeni, da bo zdaj vsakdo dobil Parkinsonovo bolezen, ki je mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob. Seveda ne, pogosto uživanje skozi dalj časa, skozi leta recimo, poveča tveganje za razvoj Parkinsonove bolezni. To, še enkrat poudarjam, ne pomeni, da bo vsakdo dobil tako bolezen. Daleč od tega. Ampak očitno je nekaj na takih mlečnih izdelkih, da poveča tveganje, da jo pač dobiš. Ne povečajo veliko, se pravi, da bo zdaj kar vzročno, a ne vsakdo, ki bo to jemal, bo dobil bolezen, ampak jo pa poveča. Moj poudarek tukaj je samo ta, in tudi raziskava to potrjuje, da torej je uživanje tovrstnih izdelkov lahko sporno, ravno nasprotno od tega, kar se desetletja dolgo uveljavljajo pri ljudeh, da mora čim bolj maščob biti. Ker naredili so seveda tudi vzporedno raziskavo, so posebej učili ljudi, ki pa uživajo tudi ravno tako mlečne izdelke, ampak z normalnimi vsebnostmi maščobe, nič jim niso odvzeli. Pri njih je tveganje za razvoj Parkinsonove bolezni manjše, vidite, tukaj piše, manjše kot pri teh, ki pogosto uživajo torej mlečne izdelke z nižjo količino vsebnostjo teh maščob, ki so v mlečnih izdelkih. Torej, mislim, da je vredno razmisliti, preden nasedamo mitom, da je neka hrana dobra, samo zato, ker je nekdo rekel, da je dobra. Ali pa zato, ker ima nečesa manj. Ljudje so zelo hitro pripravljeni verjeti, da če je nečesa manj, recimo manj maščob, da je to že dobro. Ni nujno. Ni. In ob tem tudi velja dodati, da naše telo, tako kot sladkorje, potrebuje tudi maščobe. Da je treba uživati maščobe. Samo da je spet pomembno, katere maščobe in v kakšnih količinah. Ne pa, da se za vsako ceno skušamo ogniti maščobam, češ to je problematično. Še ena zadeva. Tretja raziskava, ki bi jo omenil, te lepo piše in mi se tudi vse bolj s tem ukvarjamo. Zadnjič smo si privoščili čaj, jaz si ga ravno kar, danes imam post, in pijem mača čaj. Make a coffee or tea break, piše. Naslov. Vzemite si čas za kavo ali čaj to protect your liver. Da boste s tem pozitivno, ugodno vplivali, ščitili svoje liver. Take a break. Privoščite si in spet. Ko govorimo, da si privoščite kavo ali čaj, je čist smiselno dodati, privoščite si dobro kavo in dober čaj. Ne kar taparoga, pa najcnejšega, kar vam pride pod roko. Ali pa pod prste. Ali pa pod prste, ali pa kaj podobnega, ja. Ker, a vidite spet, povezava, je lepa povezava. To protect, da zaščitite svoja jetra. In
če to povezavo vzamete zares, zakaj potem ne bi si človek privoščil najboljše kave in najboljše vode? Če pa to očitno, kot bomo videli v nadaljevanju, deluje tako, da varovalno, recimo deluje naša jetra. Mislim, da je povezava zelo logična in želim izpostaviti ravno to povezavo. Zdaj, če si že privoščite, in fajn je, da si privoščite, potem si privoščite dobro kavo. Ne dobro, privoščite za najboljšo. Reči eno dobro kot 10 slabih. Nesporno. Sploh, zakaj bi človek, a veste, dobro, jaz verjamem, da če nimaš na denarja, pa ti zdi, da je drago, samo človek ne bi smel vrčevati. Ja, ma najprej moraš vedeti, katera kava je dobra, da imaš znanje, sicer imajo tudi zato lahko hodiš, da bo treba predavati. Ja. Pa zveš. Drugač, ko v šparu dobiš 25%, takrat to smeri kupno. Sej. Cenejše. Gotovo, da je to privlačno, da je nekaj cenejše. Mene ne zanima, da je cenejše, mene zanima, da je dobro. Ja, pa se ta je s certifikatom. Ok, če je s certifikatom, še to boljš. No, zdaj poglejmo si čist preprosto par poudarkov še. To je daljši zapis. Jaz sem si počrtal samo par stvari, da jih bomo spet izpostavili. Jaz sem to že večkrat, ampak bomo še enkrat, ker je to treba. Zlasti, vidite, da se je v zadnjih 50 letih po drugi svetovni vojni, lahko rečemo, pol stoletja, približno, razvil tako imenovani zahodnjaški način prehranjevanja, tukaj piše, Western diet, zahodnjaški način prehranjevanja, ki med drugim zajema tudi to, kar se imenuje happy diet. Zanimivo je ta izraz. Uveljavil sem, mogoče ga poznati, happy meal, tudi če greste v neko trgovino, dobite tudi happy meal, happy diet. Pomembno je, da se je, in to bi rad zdaj poudaril, ne toliko, ne bi zdaj šli v klinične detalje, samo to besedno zvezo, da se je v zadnjih desetletjih, torej po drugi svetovni vojni, kar močno uveljavil način razmišljanja pri ljudeh, da obstaja nekaj, kar se imenuje happy diet. Torej, način prehranjevanja, ki je očitno povezan, pa naj bi bil povezan z občutki sreče, happy diet. Z občutki sreče. Če pa pogledamo, in vi že seveda veste, kaj ta happy diet je. V glavnem je to, torej, nezdrava hrana, ki zajema veliko procesirane hrane, o tem smo že govorili, industrijsko procesirane hrane, ki ima torej ogromno dodanih sladkorjev. O tem smo že govorili. Se pravi, nezdrava hrana, industrijsko obdelana tako, da ima malo teh dobrih molekul, dobrih snovi, nutrientov in ima ogromno dodanih poceni sladkorjev. Imenuje se pa happy meal, oziroma happy diet. To je res sprto z zdravim razumom, da se zapakira poceni umetne sladkorje z hrano, ki je nezdrava, ki ji primanjkuje hranil, nezdrava, primanjkuje hranil, poceni dodane sladkorje, imenuje se pa vse skupaj happy diet. Ma čist drugačen učinek, kot pa ime, mislim. Čist drugačen, čist drugačen. Ne vidite, pomembno je, se mi zdi, poudariti ta semantični potencial, se pravi, kot da, seveda se niso neumni, da že vejo, zakaj so to poimenovali happy diet. Ker sladkorji zelo spodbujajo pri ljudeh občutke zadovoljstva, v bistvu jih delajo odvisne. Kar seveda tudi z vidika industrije je dobro,
Kaj ti, če ste šli enkrat in ste kupili Happy Meal, pa Happy Diet, boste najbrž še drugo, pa v tretje, pa v četrto in cekini kar letijo potem v tisto trgovino ali pač kjerkoli to že kupite. Pravi, zadnjih nekaj desetletij so na milijone ljudi po celem svetu na ta način spremenili v džankije, v odvisniže, v ljudi, ki so postali počasi odvisni od hrane, ki je torej nezdrava, ima premalo hranil, preveč sladkorjev, ampak vse skupaj zapakirano pod Happy Meal. In seveda ni čutno, da je to pomagalo razvijati to, kar se tukaj, vidite, sem podčrtal, imenuje obisi, se pravi epidemija debelosti. Epidemija. Na začetku je bil Happy Diet, Meal, postopoma pa epidemija, kar je izraz, ki sicer pomeni nekaj, kar je povezano z boleznimi, s širjenjem bolezni. Naprimer, epidemija debelosti in pa bolezni, vidite, non-alcoholic fatty liver disease, se pravi bolezni jeter, ki niso povezane z uživanjem alkohola, ker uživanje alkohola ima tudi seveda veliko negativnih učinkov na jetra. Se pravi, še enkrat, množična industrijska proizvodnja hrane s skupnim nazivom Happy Diet na koncu proizvede epidemijo debelosti in ogromno ljudi, ki imajo okvarjena jetra. Ok? In nadaljujemo. To je samo ena slikca, kajti rekli smo, da si je dobro vzeti torej odmor in privoščiti dobro ali najboljšo kavo in dober, najboljši čaj. Ok? Ker to zelo dobro, pozitivno, vidite, tukaj celo piše več ali 2 ali 3 skodelice ali celo več na dan. 2 ali 3. Piše, pardon, 3 ali več na dan. Govorimo o zeliščnem čaju, govorimo o kavi. Ima dokazano varovalne učinke na vaša jetra. Četrta raziskava. Pred kratkim, nekaj smo danes, par dni nazaj, objavljena raziskava, ki spet, da še podkrepim povedano, ravno kar povedano, naslov raziskave je več kot 2 milijardi ljudi na tem svetu. 1 milijarda je 1000 milijonov. Ok, še enkrat. Več kot 2 milijardi zemljanov ima ali preveliko telesno težo ali pa so debeli. Dokazuje nova študija, ki jo tukaj komentiram. Več kot 2 milijardi. In to, kar sem ravno kar povedal, oziroma raziskava, ki si naprej omenil, je kar precej prispeva k temu. Ta način, ki je bil zapakiran kot Happy Meal, Happy Diet, je precej prispeval, seveda še z nekaterimi drugimi dejavniki, zlasti, ker se ljudje premalo premikajo, k dejstvu, da je na svetu danes več kot 2000 milijonov ljudi, ki ima preveliko telesno težo oziroma so debeli. In zdaj sledi še en šokanten podatek. Še en šokanten podatek, dragi moji, ki ga verjetno še niste slišali, težko da bi ga slišali in tudi na televiziji bomo. Še en podatek,
In sicer, ko vam govorijo na televiziji ali pa prek drugih medijev o nasilju in koliko ljudi umre v prometnih nesrečah in v vojnah in teroristi so strašni in grozni in tako dalje, vam ne povedo podatka, da tam zgore piše 4 milijone smrti v letu 2015, v enem samem letu 4 milijone ljudi umre zaradi tega, kar sem ravnokar navedel, se pravi prevelike telesne teže oziroma v bistvu debelosti. 4 milijone. Več kot v vseh vojnah in terorističnih napadih in ne vem katerih nasilnih dejanjih na tem svetu, ampak tega podatka vam niso povedali. V enem samem letu, prosim, 4 milijoni mrtvih. Zdaj, če ta podatek ni šokanten, potem jaz ne vem, kaj sploh je še na tem svetu šokantnega. 4 milijone. In seveda, mislim, da je to več kot dovolj, da se resno lotimo, saj mi se že tega lotimo, tukaj vsak četrtek, ampak da se, torej ne samo mi, ki smo zdaj tukaj, ampak še cel svet, če lahko tako rečem, vidite, v tej raziskavi, ki jo omenjam, je bilo zajetih 195, cel svet, 195 držav, spremljali so od leta 1980 do leta 2015 trende v načinih prehranjevanja ljudi in v številu bolezni. Vidite tukaj, da so spremljali več kot 300 različnih bolezni, poškodb, pokvar in tako naprej. Več kot 300 pri ljudeh iz 195 držav skozi praktično več kot četrt stoletja, zelo 35 let. So obsežne raziskave. In vidite, nesporno je dokazano, znanstveno dokazano, kako pomembne, velike so povezave med boleznimi, več kot 300 so jih spremljali, in načinom prehranjevanja, ki med drugim zajema tudi happy diet, med drugimi dejavniki. Mislim, ta, še drugi. In to je več kot dovolj, pravi raziskava, ki je bila pred nekaj dnevi predstavljena v Štokholmu, da rečemo, naš cilj mora biti ustvariti, pazite zdaj, zelo natančno, mora biti ustvariti, kreirati bolj zdrav, zlasti pa bolj trajnosten način prehranjevanja oziroma uživanja hrane. To velja za ves svet, ker je to totalna katastrofa, da je na svetu 2000 milijonov ljudi, ki imajo preveliko telesno težo ali so debeli in zbolevajo na veliko in vsako leto jih umre približno toliko kot leta 2015. Obstaja določena nihanja, ni vedno popolnoma enako, ta nihanja so nekaj. 4 milijone ljudi. V 10 letih je to 40 milijonov ljudi. Pa ni nobene svetovne vojne, pa nobene kuge ali pa čisto podobnega. Ostali so pa lačni. Ja, ostali so pa lačni, ja. Ostali so pa lačni. Eni umirajo, ker so debeli, imajo veliko telesno težo in se z happy mealom zadevajo, drugi so pa lačni. To je popolna norost, to je mernica. Živimo v svetu, v katerem je očitno nekaj radikalno narobe
tudi ko govorimo samo o tem oskem področju, s tem se danes ukvarjam, to je hrana. Hrana je več kot dovolj za vse ljudi na tem svetu. Nič kolikokrat dokazano. Na tem svetu, glede na količine hrane, ki jih predelamo, ne bi smelo biti enega lačnega človeka. Niti enega. Ne bi smelo. In absurdnost tega sveta je, kot smo ugotovili, 2 milijardi oziroma več kot 2 milijardi ima preveč hrane in so nezdravi zaradi tega, druga polovica skoraj, imajo pa premalo in so nezdravi zaradi tega. Ampak ljudje se potem spravijo na koga, ki je recimo na postu ali pa je vegetarijanc in se zmrdujejo, češ, kaj pa s tabo narobe. Ne, s tem svetom je nekaj narobe, če mene vprašate. Dajmo usmeriti pozornost na ta prave probleme. Eden od teh drobnih problemov, mislim, da je velik, drobnih problemov je tudi ta, veste, da je danes, recimo, če greste, kakšen hotel, zlasti v tujino, recimo, da ne govorimo o Ameriki, vi lahko izbirate med različnimi meniji. In noben se ne bo zmrdoval, tudi pogledal vas ne bo, če se boste odločili za organskega, vegetarijanskega, unega, ne vem katerega. Medtem, ko v teh krajih, recimo, saj, meni se to dogaja, vedno znova vas gledajo, ko tele, kva je s tabo narobe, če si, recimo, ne ješ mesa. In se norčujejo. Mene se kdaj norčujejo. Norčujejo. Ampak jaz že vem, kako s tem handler. Tako da mene se to ne dotakne nič več. Ti si tako zdrav. Jaz sem se tudi že naučil. Handler, to pomeni, kako s tem rokujem, kako se v bran postavim, kako rečem. Prosim. Se pravi, če ti rečeš, da sem pa na postu, da ne ješ nič, da pa tisti, ki se s tebe delajo norca, pa te s tabo narobe, da v bistvu ne pomislijo, kak je taki, ki nima nič. Da rečeš, bom imel post, pa naj še, a veš? Jaz odkar imam post, nisem več bolna, sem naprej skozi bolna. To je posebna plastika, veste, ta je prijazna človeka. Se začuti pod prsti, da je drugačna. Kaj proizvaja to hrano, po moje, ni nič skor mar za, mislim, zato, so ljudje zdravi, ne oni hočejo tako večinoma, sem zbiček, poleg vsega ostalega in to je prava groza, nova živa, če me ne vprašate. Jaz se strinjam s tem, ker industrija, ki izdeluje hrano, pač želi hrano prodati za profite. Njih zanimajo profiti, seveda denar, dobiček, dolarji, zelenci, evri, ne vem koga vse. Zato je toliko bolj pomembno, da nenehno širimo okrog sebe znanje, kako so nekatere zadeve povezane s prehranjevanjem, o tem danes tukaj govorimo, celo smrtno nevarne. Jaz ne vem, če to ljudi ne šokira, da 4 milijone ljudi na svetu umre, letno prosim, zaradi hrane, neustrezne, neprimerne, nezdrave in tako dalje, potem jaz res ne moram več dojeti, zakaj bi se človek sploh še ustavil ob kakšnih drugih, ravno tako šokantnih podatkih. Kaj pa vem, teroristi so ubili 25 ljudi. Grozno je to, strašno, neopravičljivo. Se popolnoma strinjam. Ampak v istem času je na tem svetu zaradi debelosti umrlo ne 25 ljudi, ampak mogoče 2000. Sam tega pa ni na televiziji. Jaz ne upravičujem terorističnih dejanj, niti slučajno, seveda ne, to so zločinska, podla, barbarska dejanja, ki jih je treba preprečiti, kaznovati, ne vem, kaj treba narediti. Se popolnoma strinjam.
Ampak dejstvo je, da neprimerno več ljudi umre zaradi Happy Meala, kot zaradi teroristične dejanja. To je dejstvo. Da se razumemo. Hočem poudariti, kako selektivna je pozornost. Kako se vedno znova poudarja eno zlo, ki je. Teroristi so zli. Nobene sentimentalnosti do njih. To so zli ljudje. Povzročajo zlo. Ne usmerja se pa pozornosti, oziroma bistveno manj, če se sploh, na druga dejanja, ki so še bolj zla, ki vzamejo več življenj. To sem hotel danes poudariti z navajanjem te raziskave in, kot vidite, sodoben svet se zelo prizadeva in se bo še bolj, da bi razvijal sistematično, znanstveno podprto spreminjanje prehranjevalnih navad ljudi. Natanko to, kar tukaj počnemo. Jaz mislim, da smo mi morda celo med pionirji v tej državi. Ker to počnemo že kar nekaj časa, vsak četrtek, natanko tako, kot tukaj piše. Sistematično in znanstveno. Nič ne približen, nič, kar se komu zdi. In smo pravzaprav kaj? V trendu, v vrhu prizadevanj znanstvenikov, raziskovalcev in drugih ljudi, da bi pač zmanjšali to zlo, o katerem sem danes pregovoril. Meni se zdi to zelo pomembno, ker pravim, je preveč zadev povezanih z neznanjem in celo omalovaževanjem, včasih celo z agresivnostjo ljudi do tistih, ki zdravo jedo, medtem ko primer pustijo one, ki ne jedo zdravo, ki dokazano ne jedo zdravo. To je tudi psihološko izjemno pomembno dejstvo, da napadajo tiste, ki so zdravi, one, ki pa niso, je pa vse v redu. Bi se morali soočiti, vse, kar počnejo, da delajo samo sebi, ampak svojim otrokom. Jaz se s tem strinjam in kje začeti, če ne pri sebi in pri mladih, pri otrocih, z vzorom. Mi smo že neštetokrat navedli znanstvene dokaze, da če je nekaj dobro, če je dokazano, da je dobro, če sami ne vemo, ali je ali ne, pač vprašamo tiste, ki vedo, naprimer znanstvenike, in da se potem tega držimo. In obratno, če nekaj dokazano ni dobro, se temu pač ognemo v velikem loku, nekje v osnovi, pravzaprav to zelo preprosto. Saj tudi, če semafor, če je rdeča luč, ne greste čez cesto. V vašem interesu je, da ne greste. Razen, če hočeš, da te avto zbije. Če pa hočeš, da te avto zbije, pa direkt greš pred kakšen šleper, ali pa še boljše je, a veste kam? Pred vlak. Ustavi se vlak je že, ja, kamion že vlak. Glavnem toliko za danes, ostanite srečni še naprej. Hvala sem še nekaj. Vam, oziroma ne slušala sem se že zahvala, ampak mislim, da si tudi naša Diana zasluži eno ploske za celo tudi Še več tega, pa tudi vi vsi si zaslužite en aplavz, ker ste hodili tudi dobro komedlo do proslava. Se strinjam, dobro ste, krasni ste. Hvala lepa. Ok, vsi smo